Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je skupaj s 13 društvi iz vse Slovenije zbrala 1 tono humanitarne pomoči in nekaj denarja za pomoč prizadetim v poplavah v Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Izvedeli boste, kdo so zmagovalci letošnje lige prvakov gluhih v velikem nogometu in svetovni prvaki gluhih v rokometu. Ne spreglejte še rubrik Ali ste vedeli in fotka tedna, ki se vrača v oddajo. V rubriki Super živila boste spoznali rastlino maka. Pred koncem oddaje pa smo vam pripravili še nekaj poletnih nasvetov. Ostanite z nami. Na pomoč prizadetim v katastrofalnih poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini se je odzvala tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije skupaj s 13 društvi z vse Slovenije. Zbirali so materialna in finančna sredstva. Med 1 tono zbrane pomoči je bilo največ hrane. Med ostalim pa so bile tudi plenice in druge potrebščine za nego dojenčkov, oblačila, čistila in sredstva za razkuževanje, odeje, ležišča, vzmetnice ter še nekatere druge materialne dobrine. Večina društev je prispevala tudi finančna sredstva. Največ denarja pa je zbrala Zveza z dobrodelno prodajo spominskih slik gluhih športnikov in umetnikov ter drugih umetnin, ki so jih kupili različni udeleženci dobrodelne akcije. Zbiranju pomoči za prizadete v poplavah v Srbiji in Bosni in Hercegovini so se pridružile tudi številne druge človekoljubne organizacije. Sanacija škode bo sicer najverjetneje potekala še desetletje. V Beogradu je od 4. do 8. junija potekalo tekmovanje 7. lige prvakov gluhih v velikem nogometu, Deaf Championship League. Prijavilo se je 16 ekip iz 11 držav. Najprej so tekmovali v 4 skupinah po 4 ekipe. Najboljši 2 ekipi iz vsake skupine sta se uvrstili naprej v četrtfinale. Na tekmovanju je sodilo 11 gluhih sodnikov iz 7 držav ter 7 slišečih sodnikov iz Srbije. Zmagala je ekipa iz Aten v Grčiji, ki je v finalu premagala ekipo Huelva iz Španije. Naslednje leto bo tekmovanje potekalo v Antaliji v Turčiji. V turškem mestu Samsun je med 8. in 15. junijem potekalo prvo svetovno prvenstvo gluhih v rokometu. Prijavilo se je 6 reprezentanc iz Srbije, Hrvaške, Brazilije, Turčije, Danske in Rusije. Prvenstva se je udeležil tudi naš gluhi rokometaš Žiga Bedenik, in sicer kot trener vratarjev aktualnega olimpijskega prvaka iz Hrvaške. Naslov svetovnega prvaka je osvojila reprezentanca Hrvaške. Podprvaki so postali domačini, 3. mesto pa je pripadlo reprezentanci iz Srbije. Iskrene čestitke. Obrezovanje ženskih genitalij kljub prepovedi z zakonom v mnogih državah ostaja tradicija. V minulih tednih je v medijih odjeknila novica o 13-letni deklici iz Egipta, ki, tako kot mnoge pred njo, obrezovanja ni preživela. Tradicionalno poseg opravljajo vaški zdravilci. Veliko staršev se za odstranitev genitalij obrne na usposobljeno medicinsko osebje, kljub temu, da so tovrstni posegi v Egiptu prepovedani z zakonom. Mnogi s prepovedjo takšnih posegov niti niso seznanjeni. Starejši ljudje niso vedeli, da je to prepovedano. Zakaj je to prepovedano? Pa tako so delali moji starši, moji starši, meni so to naredili. Seveda bom to naredila svojih hčerki, ker jih hočem omogočiti boljše življenje.
Neobrezana dekleta veljajo za pohotna in nečista. Obrezovanje najpogosteje izvajajo v Afriki, na Bližnjem vzhodu, v Indoneziji in Maleziji. Pojavlja se tudi v Evropi in v ZDA, kjer ga večinoma izvajajo priseljenci. Zakonsko je prepovedano tudi v 18 afriških državah, kljub temu ga še vedno izvajajo nezakonito. Po UNICEF-ovih ugotovitvah je bilo več kot 125 milijonov deklet in žensk, ki živijo danes, podvrženih neki vrsti iznakaženja genitalij. Še vedno je zelo razširjeno. Vsako minuto je v svetu 5 deklet ogroženih, da jih bojo pohabili spolne organe, na zelo različne načine. To je lahko odstranitev klitorisa do popolnega pravzaprav zašitja vagine, ne. Obstajajo 4 načini obrezovanja ženskih genitalij. Pri posegih pa uporabljajo celo izžigavanje in kislino. Najhujšim posegom je izpostavljenih 10% žensk v državah, kjer je obrezovanje deklic tradicija. Velikokrat uporabijo nož, steklo, britvice, tudi brez anestezije seveda, da obrežejo dekleta. In seveda ob tem držijo dekleta k tlom, nekdo iz skupnosti, ki tradicionalno to upravlja, to naredi in to je strašen šok za dekle, ne. Obrezovanje lahko povzroči hude psihične in fizične težave. Razlogi za ohranjanje in nadaljevanje te tradicije so različni. Večinoma prevladuje mnenje, da to dekletu omogoča boljše možnosti pri poroki. Drugi razlogi pa so tudi vera in osebno prepričanje, da to prinaša takšno ali drugačno korist za zdravje. Ali ste vedeli, da je Slovenija dežela številnih podzemnih jam? Največja takšna jama v Sloveniji je Postojnska jama, ki ima 20 km rovov. Najgloblja je jama Čehi 2, ki sega 1502 metra pod površje. Najbolj strma pa je jama z imenom Vrtoglavica. Njeno navpično brezno se spušča kar 643 metrov in je najgloblje enotno vhodno brezno na svetu. Škocjanske jame pa so zaradi svoje naravne lepote uvrstili tudi na seznam naravne in kulturne dediščine UNESCO. V rubriki Superživila vam predstavljamo rastlino maka. To je rastlina oziroma koren, ki raste v Andih, v Peruju in Boliviji. Mako v večini sestavljajo ogljikovi hidrati. Teh je kar 60%. Ostalo so beljakovine, vlaknine in 2,2% maščob. Je bogat vir mineralov, vitaminov, aminokislin in drugih snovi, ki pozitivno učinkujejo na človeško telo. Maco zaužijemo na prazen želodec. Če ima kdo težave, lahko jo prelijete z vročo vodo ali mlekom, kjer je dodate žličko agavinga sirupa. Bogata z energijo, da veliko energije, uravnava hormonsko stanje žleza z notranjim izločanjem, primerna za uživanje v dopoldanskem času. Maka deluje zelo protistresno, pozitivno vpliva na splošno počutje, izboljšuje spomin, koncentracijo, upočasni proces staranja, uravnava telesno težo, izboljšuje kožo in lasišče, ter med drugim uravnava tudi izločanje hormonov. Na tržišču najdemo mako v prahu ali v kapsulah, cena pa se giblje od 7 € naprej. Zvečer uživanje make ni priporočljivo, saj lahko negativno vpliva na spanec.
Za konec oddaje pa še rubrika Fotka tedna, ki jo ponovno vračamo v oddajo. Tokrat objavljamo fotografijo z naslovom Svetloba Pogorsko, ki nam jo je poslala naša gledalka Petra Rotar. Petri se za poslano fotografijo zahvaljujemo s knjigo Kafka, Večni zaročenec, ki jo podarja založba Beletrina. Vas pa vabimo, da nam pošljete fotografije, ki jih želite deliti tudi z ostalimi gledalci. Ker je poletje pred vrati, vam priložnosti za fotografiranje ne bo manjkalo. Pošljite jih torej na naš elektronski naslov valeria.skov@gmail.com s pripisom Fotka tedna. Objavili jih bomo v vsaki oddaji in najboljše tudi nagradili. Ker se bližajo počitnice tudi za ekipo Spletne TV, bomo fotografije, ki jih boste pošiljali, objavljali tudi v naslednji sezoni. Kot smo omenili, je poletje že skoraj tu. Za mnoge je ta čas eden najljubših, saj je to čas počitnic in morja. Ob tem pa nikar ne pozabite na svoje zdravje. Da bi v poletju uživali brezskrbno, se držite naslednjih nasvetov. S sončenjem ne pretiravajte, še posebej med 12. in 16. uro. Uporabljajte zaščitna sredstva pred sončevimi žarki z visokim zaščitnim faktorjem. V vročih dneh jejte lahko hrano in pijte veliko vode. Izogibajte se večjim telesnim naporom, poskusite se zadrževati v senci ali klimatiziranih prostorih. Glavo zaščitite s pokrivali. Nikar pa ne pozabite niti na vaše pasje ljubljenčke. Poskrbite, da imajo vedno na razpolago svežo vodo. To je bilo za danes vse. Z vami bomo ponovno prihodnjo sredo. Do takrat pa lep pozdrav!